spet ste spravili pod streho še en festival študentskih vin. Kako ste se pripravljali nanj? Študentski festival vin organiziramo v okviru praktičnega usposabljanja naših študentov, kar pomeni, to izvajamo v 2. in 3. letniku študija, ko naši študentje morajo opraviti obveznih 200 ur na leto in v okviru teh ur oni gostujejo pri različnih vinarjih, na različnih inštitucijah in potem imamo tudi predpisane vsebine znotraj univerze. In v te predpisane vsebine spada tudi udeležba na študentskem festivalu vin, ki ga organiziramo že letos 5. leto in ga počasi nadgrajujemo, tako da imamo vsako leto več dela in smo vsako leto bolj zadovoljni skupaj študenti. Čeprav to je del študijskih obveznosti in verjetno ni težko, kakšni so odzivi, kako se lotevajo teh stvari? Študentje se zelo radi odzovejo na ta del, zato ker to spada v pridobivanje njihovih praktičnih znanj. Zato, ker na koncu, ko dobiš ti diplomo vinogradnika in vinarja, je tudi pomembno, da se znaš obnašati na trgu, da znaš komunicirati s stranko, da znaš predstaviti svoje vino, kajti vino je treba najprej pridelati v vinogradu grozdje, potem pridelati vino in potem je vino treba tudi znati prodati. In prodajanje je tudi težek del posla in tudi komunikacija s stranko, prepričevanje stranko, da je tvoj izdelek najboljši, je seveda izjemnega pomena. Kako se izkažejo pri tem študentje? Zelo dobro. Večina od njih prihaja že iz vinogradniško-vinarskih družin, tako da to delajo tudi v njihovem času izven univerze, vendar se zelo dobro obnesejo tudi tisti, ki so k nam prišli brez teh predznanj. Tako da jih počasi pripravljamo, da izgubijo strah pri komunikaciji, seveda in pri predstavljanju. No, ta zanimivost, ki ste jo omenili, je ta, da pravzaprav študentje gostujejo, če že nimajo v svoji družini vinogradništva, pač gostujejo pri vinogradnikih, kjer pridobivajo te izkušnje. Kakšen pa je odziv, kakšno je to sodelovanje? Zelo dobro, kaj ne? Mi imamo trenutno podpisanih 27 dogovorov z različnimi vinogradniki in vinarji in tudi inštitucijami, ki so kakorkoli povezane z vinogradništvom in vinarstvom, kajti želimo, da pridobijo različne izkušnje, tako da menjajo različne inštitucije, majhne kleti, velike kleti, potem so inštitucije, ki se ukvarjajo z analizo vina, potem z raziskavami, tako da tekom teh 2 let pridobijo čim več različnih izkušenj in seveda najpomembnejše, da hkrati spoznavajo vinarje in vinarji spoznavajo njih. Ker to je tudi pomembno, da se že tekom študijskega procesa srečajo s svojimi bodočimi delodajalci. Spoznajo pa seveda tudi različne vinorodne okoliše. Da, poleg tega, da lahko delajo pri različnih vinarjih, jih tudi mi peljemo na različne ekskurzije, kajti recimo z delom recimo v okviru praktičnega usposabljanja na različnih kmetijah spoznavajo vinorodni okoliš okrog nas. V okviru ekskurzij jih peljemo pa tudi na Dolenjsko, Štajersko, tako da spoznavajo vinarje tudi od tam. In kakšne so takrat odzivi? Je to zelo drugače ali rečejo, aha, se to je pa podobno kot pri nas? Ne, mislim, da so zelo veseli, ko jih peljemo kam drugam, ker spoznavajo, kako tudi drugi delajo, kako si utirajo pot na trg, kako pridobivajo nova znanja, ker praktične izkušnje so pri gradnji novega strokovnjaka izjemnega pomena. No, pridelujete pa tudi vaše univerzitetno vino. Da, v okviru univerze imamo tudi univerzitetno posestvo Vilina, ki je seveda v povezavi z Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo in Centrom za raziskave vina. To so 3 enote, ki so med seboj prepletene, ker naši študentje gostujejo na okviru posestva recimo z delom, ko je treba delati v vinogradu in tudi pri pridelavi vina. Kako pa potem recimo, ko zaključijo študij z zaposlitvijo, razen tistih, ki seveda so doma iz vinogradniških vinarskih družin? Jaz bi rekla, na nivoju univerze imamo zelo visoko zaposljivost. V času 6 mesecev po zaključku študija je zaposlenih kar 82% vseh študentov, po enem letu pa 91%. Tako je tudi z našimi vinarji, ki že delajo v bistvu takoj po koncu študija. Rekli ste, da nadgrajujete festival vin, nadgrajujete pa vendarle tudi svoj študijski proces. Kaj imate v načrtu za prihodnje?
naj ostane še rahla skrivnost, vendar načrtujemo izdelavo študija druge stopnje, tako da bojo lahko naši študenti tudi nadaljevali in svoje znanje tudi nadgradili. In seveda imate verjetno tudi v načrtu privabiti študente iz drugih okolij. Seveda. Študentje se vpisujejo k nam tudi iz drugih področji in vsako leto se trudimo, da postajamo vedno bolj prepoznavni tudi izven primorske regije. K nam prihajajo tudi recimo primorske regije, tudi iz koprskega področja, potem imamo študente iz Dolenjske in tudi iz okolice Ljubljane, pa tudi iz recimo štajerske okolice Velenja. Tako da prihajajo tudi k nam od drugje. Seveda pridejo po znanje, ker smo ozko specializiran študij in če jih zanima to področje, potem nas najdejo. Kaj pa zamejci? Tudi. Imamo tudi zamejce, tako da trenutno študijo obiskuje 3 zamejci, tako da 2 boste spoznali tudi na študentskem festivalu Vin, 3 je pa na Erasmus izmenjavi v Bordeauxu. To pa je še ena dimenzija, ki se verjetno tudi kaže v prihodnje jo razširjati. Trudimo se, da vzpostavljamo tudi povezave z tujino, nekaj je bilo že v preteklosti, vendar to je vsakodnevni proces, ker na tem področju pač ne moreš mirovati in vsak dan nam prinese nove izzive in se trudimo, da bi jih čim lažje sprejemali in tudi iz njih čim več dobili. Preden spoznamo študente, ste kot dekanja ponosni nanje? Seveda. Jaz sem na svoje študente vedno ponosna in mislim, da lahko rečem tudi za vse naše sodelavce, da smo na študente vsi skupaj ponosni, kajti brez njih festivala ni in tudi študija ni. Dolenjka na študiju v Ajdovščini, kako to izgleda? Ja, predvsem zanimivo. Prvo leto je bilo močno zanimivo, ker je pihala burja kot nora in dokler se ne navadiš na burjo, je malo grozljivo hoditi po Ajdovščini, ampak potem krasno. No? Mislim, vedno rada se vračam nazaj, tudi ne vem, če sem doma po 5 dni včasih. Veš, kar nekako se toži po Ajdovščini. No? Kaj pa naše vino in vinorodni okoliš? Ja, moram reči, da sem ga dobro že spoznala, če ne drugače po Osmicah. Ali pa pač, ko imamo razne terenske vaje v vinogradih, potem, ko delamo prakso po Vipavski dolini in po drugih teh območjih. Nekaj ga pa že poznam, čeprav, ko rečejo, nikoli ne poznaš dovolj. No. Prihajate tudi sami iz vinogradniško-vinarske družine? Ja, imamo pač okoli 3 hektarje, kar je za nas Dolence ogromno, če tako rečem. Bolj se pa ukvarjamo pač kmetija, ki ima tudi nekaj živali, tako da imamo kot turistično kmetijo, kjer našemu gostu nudimo od pijače, hrane, vse domače. Lahko rečem, da je 90% hrane pri nas na kmetiji pridelane. Z katerega konca Dolenjske ste? Ja, blizu Brežic, občina Brežice, tako da mi smo še zadnji red, bi rekla, Dolenjske, tam blizu Term Čatež, tako da smo prav v kotičku Gorjancev. No. Kaj ste pripravili za danes? Ja, danes imam tukaj naših 7 sort vin, vrst vin. Izpostavila bi pač našega letošnjega kralja cvička, ki je dobil na 40. tednu cvička najboljšo oceno izmed 1500 vzorcev. Potem imamo tukaj še hišno zvrt Martinovec, ki je iz 5 sort, belih sort. Potem je Sauvignon polsladki, rumeni muškat, modra frankinja, klasik in barik in potem je še laški rizling izbor 2.9. Teda nekaj je, no, neka paleta vin. Koliko ste sami sodelovali pri nastajanju teh vin? Ja, lahko rečem, da sem že nekaj trte pomagala saditi, čeprav sem bolj mala, ampak sem pomagala. No, mislim, vsako leto od začetka, začne se z rezjo, potem vežemo in potem zdaj smo že začeli pletev, ker je pač ogromno zraslo in vse. Potem pa, evo, zdaj bomo začeli potikati, vršičkali bomo in potem, seveda, v kleti je veliko dela vedno. Kje se vidite čez nekaj let po končanem študiju? Ja, moram reči, pa že tako še nisem razmišljala prav daleč, no, ampak sigurno doma, če ne me pa zelo veseli delo v laboratoriju, no, pač kakšne analize, me pa tudi nekako vedno bolj pritegne to, da bi šla na drugo stopnjo še študirati, no. Bomo videli, no, kako se bo obrnilo. Znanja nikoli preveč? Ne, še vedno premalo včasih. Srečno. Hvala. Tole pa so vina iz katerega okoliša? To so vina iz slovenske Istre, z naše lepe obale. Natančneje iz Plavi nad Škofijami, to je
blizu Kopra, 10 km stran od Kopra, tako na hribu. Kako se seveda obala ni daleč od Ajdovščine, ampak kako se vam zdi tale Ajdovščina in tale vipavski vinorodni okoliš? Jaz zdaj že 3 leta hodim v Ajdovščino, ker sem tukaj seveda na šoli. Zdaj sem končal 3. letnik, še par izpitov in sem končal. In sem navdušen nad Ajdovščino, nad Vipavskimi dolini, mislim nad vašimi vini nasploh. In je zelo zanimivo. Ampak dežela Refoška je pa dežela Refoška, ne? Ja, moram biti zaveznik dežele Refoška, ker tam sem se rodil, tam bom bil in tam verjetno bom tudi ustvarjal, tako da moram vseeno zagovarjati Refoško, Malvazijo in naše pač sorte, ne? Ampak tudi vaš zeleni in vaša druga avtohtona vina so kar v redu. Se jih da pit, ne? Brez problema. Kako ste sodelovali pri nastajanju teh vin? Jaz zdaj, odkar sem na tej šoli, sem se začel malo poučevati in tako mene prej v družini me niso sili v to, da bi se ful ukvarjal s tem, ker pač so želeli, da sam dobim tiste želje in izkušnje po tem, da bi se pač s tem ukvarjal. In pač, ko sem začel, zdaj zadnje 2-3 leta, kar sodelujem pri temu, ne, in me zanima. In pač pri vsakem tem vinu, ki ga imam tudi na mizi, je bil del dela, ki sem ga dal tudi moj, ne. Kakšna pa so, katera so ta vina? Naša najbolj prepoznavna znamka je pač ta penina Klenart, ki je recimo Chardonnay, modri pinot in sivi pinot. Zanimivo je to, da smo pač edini v slovenski Istri, ki imamo pač klasično metodo, ne, za to penino. Poleg penine imam še modri pinot 2.9 in Cabernet Sauvignon 2.7, ki je barikirano vino, ne. In ker znanja ni nikoli preveč, zdaj boste končali študij, kaj pa potem? Ja, moj cilj je, da grem v tujino 1 leto, 2, 3, da se malo tam pač izobražujem in da spoznam pač tudi nove vinifikacije, nove načine dela, da malo vidim, kako je v svetu in potem se pač vrnem domov in nadaljujem pač zgodbo mojega očeta, ne. Ja, seveda, enologija je vedno izziv, kaj ne? Tako je, ja. Mislim, da je ena izmed lepših smeri in zaenkrat mi ni niti malo žal, da sem se v to spustil in po mojem bom zadovoljen. Kje se vidite čez nekaj let? Po tistem, ko se vrnete iz tujine, kako bo to izgledalo? Ja, jaz se vidim doma z mojimi 20 hektarji, z odličnimi vini, z dobro prodajo, kar je najbolj pomembno, in z zadovoljnimi pivci, ne. Seveda mlad vinogradnik, vinar mora biti tudi zelo podjeten, ne? Tako je, ja, mislim, da je to tudi najbolj pomembno, ker brez promocije ni nič, ne. Če mi naredimo dobro vino, če ga odnegujemo, ga naredimo takega, kot je kupcu recimo všeč, ampak če mi mu njega ne znamo predstaviti, če ta kupec našega vina ne bo kupil, ne bomo dosegli nič, ne, ker pomembna je tista prodaja, ne, tako da na temu moramo največ delati. Ampak klenarji znate delati dobre zgodbe in vi boste to, kot ste rekli, nadaljevali. Tako je, ja. Hvala lepa, srečno. Hvala vam. Turkova vina so vina Zrzelja. Tako je, ja, doma Zrzelja. Kako so nastajala ta vina, ki jih predstavljate? Mi uporabljamo vse naravne postopke, ne se ne poslužujemo neke grozne kemije, sfermentirano z lastnih kvasov, odvisno pa tudi od leta, koliko je bilo 20-letnik, če je bilo veliko dežja, če niso lastne kvasovke, dodamo kvasovke, drugače pa na lastne kvasovke fermentacije. Imate kmetijo doma? Tako je, mešana kmetija, malo vinogradništva, malo vinoreje. Kako pa združujete vsa tista znanja, ki jih pridobite na fakulteti s tistim, kar ste že uspeli pridobiti doma ali pa nadgraditi zdaj? V glavnem se nadgraduje. Ne moram reči, da praktične izkušnje očeta dosti pomagajo, tako da šola nam je pač polno dodatnih informacij pomagala in nagrajujemo znanje. No, tako. Boste po študiju ostali doma? Ja, mislimo ostati doma, ja. Glede na situacijo, kakor je glede prodaje vina, je kriza, imam plan biti doma in kmetijo peljati naprej. In jo še razširiti verjetno in se preživljati? Absolutno. Kaj pa je mogoče še narediti recimo na proizvodnji vina? Ja, kaj narediti tu je zdaj vprašanje. Zdaj so moderna ta oranžna vina in tu pač mi filozofijo imamo, da v to ne bomo šli, gremo pač na sveža, mlada, pitna vina, gremo na to, da čim manj SO2, dobro, ne uporabljamo dosti SO2, tudi mi nema tista vina za nas. So vina za kao priboljšek, tega se ne bomo dali, no, tako. Torej, poudarek, kakšna vina pri vas proizvajate?
Predvsem avtohtona Vipavska, delamo dosti na zeleno, v Pineli, nekaj smo zdaj pošlakice usadili, tako da na sveža, v glavnem pitna, sortna, aromatična vina. Tako. Govorite o starih vipavskih sortah, se vam zdi to tudi ena od mogočih smeri v prihodnje? Seveda, tudi te sorte se dobi samo tukaj, tako da mislim, da ima en velik potencial tukaj glede na trženja in na predstavitvi samih sort. To verjetno ne gre za količine, ampak za neko kakovost v majhnih serijah, ne? Je tu bolj butična proizvodnja, neka popestritev, bi rekel. No, seveda ni, sami ste rekli, dovolj to proizvesti, treba je tudi prodati. Kako? Ja, tudi danes velik problem. Vse delamo različnih, odeležujemo različnih sejmov in dohodkov. Ko danes narediti dobro vino, ga zna vsak, prodati, može biti pa že mal majster. Tako. Ampak boste naredili vse, da bomo v prihodnjih letih za Turkova vina še slišali, ne? Seveda, jaz upam, da bo tako šlo. Srečno! Hvala. Zrzelja pa malo niže, na slab, k Žorževim vinom, ne? Vina Žorž. Ja, zdaj ste prvi na Žorž. No. Tako, katera so ta vina? Danes imam s sabo avtohtone sorte, ko so Zelen in Pinela, Darači, še Savignon, sivi pinot in sladki rumeni muškat, ter v rdečih pa Cabernet Sauvignon. Ker se vin že nekaj let lotevate kot strokovnjak, ne? Kaj je tisto, kar se vam zdi, da ima prihodnost med vsemi temi vini? Zelo zanimive so sorte, kot so Zelen in Pinela, no, to moram reči, zaradi tega, ker so tle naše avtohtone. In Darač, ne vem, Prnes, ne vem, meni je zelo sivi pinot všeč, vsako po svoje, no, ne vem, kako bi to rekel. Ker morate biti tudi podjetnik, se seveda morate po vpraševanju prilagajati, ne? Kaj je tisto, koliko je mogoče se ozirati na to, kaj je ljudem všeč, ali se je treba ozirati? Ja, sigurno, da se treba ozirati, no. Zadnje čase opažamo, no, da sploh taki, ki so malo manj poznavalci, no, in zelo všeč, če ima vino sladko, no. Zato, ne vem, rumeni muškat se predaja odlično, no, in Drač, ne vem, sveže bela vina, no, zato je prej popraševanje. Problema pa malo pa rdečih, no, se mi zdi, da zmeraj manj se pije, no, tako vsaj Prnes. Ampak trendi se spreminjajo, včasih je bilo zelo intenzivno popraševanje po rdečih vinih, odvisno, verjetno se treba zelo prilagajati, ne? Ja, včasih, rečemo, ne vem, 10 let nazaj, 15, smo sedeli Cabernet Sauvignon, zdaj nam pa zmanjkuje bela, ne, zbod je bilo pa rdeča, se malo ni dalo dobiti, rečemo, poletne čase, ne. Ampak ena težava verjetno je, ker tako hitro ne morete zamenjati vinogradov, ne? Ja, ne, se ne da, no. Se treba zmeraj malo pomisliti in načrtovati vnaprej, no. Ne. In tega se tudi učite tukaj? Ja, tu je zelo težko predvideti, no, kako bo šel ta trend, no. Ena prednost za vas je to, da imate vino doma, ne? Ja, sigurno, no. Ne vem, tisto, kar nahreti, se prava malo bolj forcirati, ne vem, tisto, kar se prodaja dobro, s tistim ni problema, no, tisto. In to, koliko se prodaja, odvisno, koliko ste podjetni, ne? Tako je. Vsa znanja boste pridobili, kar jih je tukaj mogoče, seveda. Veliko boste morali sami nadgrajevati, veliko izkušenj imate že od doma, tudi verjetno, ne? Ja, nekaj sigurno se pozna, no, če si doma z kmetije in da vse takoj, ko se tukaj naučiš, provati spraviti v prakso, no, to je, po moje, te boljše šole. In kje se vidite čez nekaj let po študiju? Jaz ne vem, jaz načrtavam ostati doma in se še naprej, no, truditi, da bomo delali čim bolj vina in probati kaj narediti, s kakšnimi buteljkami, no, tako. Vse dobro. Hvala. Bric v Ajdovščini, kako se to obnese? Ja, ni slabo, moramo tudi v te konce priti, no. Čeprav je res, Vipavska dolina je že sama polna vinska dolina, tako da mogoče res malo čudno se zdi, ampak če ne druga, rad se združimo, oziroma slovenska vina je najboljše predstavljati skupaj
ker le v bistvu tako se bo obrestovalo vsa ta promocija, kot recimo danes ta naš študentski vinski sejem. Ne. No, seveda je znanje o vinu in o vinarstvu je univerzalno znanje, kjerkoli ga pridobijate, ampak prinesete ga pa potem v svoje okolje. Ne? Kako se to odraža pri vas? Kako ste sodelovali pri vinih, ki jih predstavljate? Tu v bistvu mislite, kako smo pol mi razvili doma, kar predstavljam. Koliko vi pomagate pri tem? Seveda mene je recimo ta šola dosti pomagala, predvsem, da sem bolje spoznal, kaj jaz sploh delam. Ne? Ker vseeno jaz sem se doma navadil določenih stvari preko dedka, preko nonota, preko očeta. Tu sem pa spoznal, kaj točno se dogaja s tem in seveda s tem znanjem sem tudi jaz dal neko pomoč v razvoj recimo teh naše nove serije, recimo Strune, ki so prav predstavitev v bistvu naš bratov, nas 5 bratov. Drugače pa seveda mi tu še posebej dosti pomaga pri sami promociji, ker lažje je pridobiti kupca, ko mu lepo predstaviš vino na bolj razumljiv način in mu odpreš v bistvu tu pot v kulturo vina, bom rekel. No. Tako da. Koliko pa vas poslušajo starejši doma? A vas upoštevajo? Ja, tu je pa, priznam, je treba udariti kdaj po mizi. Ne, malo za hec, ampak sami se tudi zavedajo, da stvar mora iti naprej. Dostikrat na kmetiji je nevarno, ko je to preveč na silu pride do mladih in seveda jih to odstrani. Ampak s pravim pristopom in bom rekel, seveda tudi z naše strani neko ljubeznjo do tega se da in so seveda bolj tudi starejši začeli poslušati mlade, če ne drugo zaradi novih idej, mladih idej. Sej smo, mladi smo tisti, ki bi rad nekaj novega naredili, ki smo zaenkrat bom rekel, ki si tu zelo želimo. No. Ker pol seveda s časom malo začne popuščati najbrž to. No, blagovna znamka Vin Ščurek je uveljavljena blagovna znamka. Ne? Jo bo težko nadaljevati, nadgraditi, ne? Ker vendarle obstajajo nek odnos do tega. Glede, tako bom rekel, trudimo se že dosti let, več kot 20 let, da smo nekako se ustalili na trg, ampak tako je, v eni noči pred greš, posebej danes, bom rekel, v tej nekakšni krizi, gor dol, je zelo seveda tudi z vinom, ker to je nekakšna luksuzna dobrina, ni prvotna dobrina, posebej naš način predelave, ker predelujemo kakovostno vino, vrhunsko vino, v namen degustiranja, v namen vina ob hrani in tle seveda govorimo od vinske kulture. In to promovirati in obdržati je zelo težko, ampak s pravimi pristopmi, z novimi pristopmi upam, bo to šlo naprej in seveda so pa nove ideje, kaj še dodati temu. Vemo, da grozdje ne da samo vino, se da tudi kako olje mogoče pridobiti, se da tudi kakšne močnejše pijače z tega prinesti, se da tudi kakšne poučne stvari dosti tega dobiti. Tako da seveda je tle še možnosti so in bomo probali to izkoristiti. Ne. Ste pripravljeni torej na nove izzive? Smo, ja, bom rekel, da smo. Srečno. Hvala. Vinoteka v Brdih je pravzaprav pravo okolje, kjer se imate priložnost srečati z najrazličnejšimi vini. Kako ta odnos vzpostavljate z vini? Ja, tako, v Vinoteki Brda imamo 49 različnih proizvajalcev, preko 360 različnih vin. Se pravi, tako da za degustacije je velika izbira, ljudje se lahko izberejo različne sorte, različnih proizvajalcev, skratka lahko probajo vse, kar si zamislijo in to laufa. No. Kako pa vi kot strokovnjakinja sodelujete pri tem? Ja, tako, organiziramo tudi vodene degustacije, tako da se pove od vina, od proizvajalca, kakšne vrste vina ima lastnosti in pole si malo pomagamo s strankami. Tako, no. Ste tudi sami doma iz vinogradniške družine ali ne? Imamo neki vinograd, v bistvu smo mešana kmetija, malo vinogradi, čerešnje, vse pa malo. Drugače smo pa kooperanti v vinski kleti Dobrovo, tako da nismo sami proizvajalci doma, no, naredimo za lastne potrebe. No in ker prihajate iz Brd, katero vino je kraljica Brd?
Za vas osebno mislim? Za mene osebno je to kaj, se pravi ponoven Savignonas, to kaj zmaha. No. Zakaj? Mi je všeč, ker je zadosti aromatičen, prijetna kislina, svežina, se pravi odvisno tudi od proizvajalca do proizvajalca, a večinoma je super. No. Se mi najbolj dopade. Zakaj ste se pravzaprav odločili za študij na tej fakulteti? Kaj vas je pritegnilo? Jaz sem že od Mihna hodila s tatom v Brajdu in mene je to zmeraj zanimalo, delo v Brajdu, v vinogradu, zato sem se tudi odločila. Prvo sem končala kmetijsko šolo v Šempetru in potem sem nadaljevala tlene. Tako da zdaj naprej bomo pa še videli, ki bo. Kje se vidite čez nekaj let? Težko vprašanje. V svoji kleti? Upam, da ja. To je vizija, no. Bomo videli pa, če bo ratalo. Vidite svojo priložnost v teh vinogradniško-vinarskih zgodbah? Ja, problem je, ker je že toliko različnih vinarjev in zdaj v teh cajtih je pa res težko priti na trg. Tudi če imaš odlična vina, se težko prebiješ ven. No. Tako da lepo bi bilo, da bi ratalo, no bomo pa videli. No. No, ni naključje, da veliko študentov fakultete prihaja pravzaprav iz vinogradniško-vinarskih družin, tudi vi. Tudi jaz sem se odločil za ta študij. Pač doma imamo kar lepo površino za obdelovati, že generacije se trudimo pridelovati vrhunska vina, tako da sem se odločil priti tudi jaz na Tlevajdično, na vinogradništvo in vinarstvo, za malo dopolniti znanje. Se vam zdi uporabno to za tisto, kar potrebujete doma? Ja, sicer na začetku je izgledalo, da bo malo več, malo bolj tako, ki neuporabna, ampak pole z letami se je pokazalo, da se pridobi kar dosti uporabnih stvari, ki so že prišla prav za delo. In verjetno nameravate tudi po končanem študiju ostati doma in nadaljevati tradicijo? Seveda, vsekakor. Je to velika odgovornost, pravzaprav vi predstavljate tukaj tudi danes eno uveljavljeno blagovno znamko iz Goriških Brd? Seveda je odgovornost in je zreč moja dolžnost to peljati naprej in upam, da nam bo uspelo dobro. Veste, kaj me zanima, kako konkretno ste vi sodelovali pri nastajanju teh vin, ki jih predstavljate danes? V bistvu v vseh stopnjah, že od vinograda, skozi kletarjenje in na koncu skozi degustacije, vse do končna izdelka. In kaj se vam zdi, katero je tista sorta vina, ki pravzaprav Brda najbolje predstavlja, pa je v vašem asortimanu? Vsekakor so to avtohtone sorte Rebula in takaj, ki jim dajemo kar veliko pozornost. Rebulo imamo tako v sveži liniji, kot tudi je zastopano v peneči liniji, pri peninah. In tudi takaj z njegovo domačnostjo se kar dobro izkaže. Kako vam je pa všeč novo ime za Tokaj Savignonas, se je prijelo? Mislim, da je kar ena velika zmeda in tudi mi imamo naše ime, Čargov Tokaj, ki pa mislim, da bo treba še kaj storiti na tej temi, s kako menjavo. Meni ni ravno pri srcu to ime. Veliko izzivov vas torej čaka v prihodnje, kako se jih boste lotili? Tako, obriško? Bo treba prijeti kar trdo, ja. Sama prihajam iz Vipavske doline, tako da mi je tukaj najbolj poznano tudi področje in od tukaj tudi največ tudi lahko povem in tudi največ vem. Predstavljate pa katera vina? Predstavljam vina Blahonija, to so naša družinska vina. Od belih vin lahko ponudim zelen Savignon in pa Rebulo, od rdečih vin pa Barbero pa Cabernet Sauvignon. Katera vina se vam zdi, da to območje najbolje zastopajo? Po mojem okusu najbolj zastopajo zelen in pa Sauvignon, kar se tiče belih vin, kar se tiče rdečih vin pa Cabernet Sauvignon. Kako se vam zdi to spajanje strokovnega znanja s tistim, kar je mogoče doživeti v vinogradniško-vinarski družini oziroma na kmetiji?
Tako bom rekla, veliko te navadijo v šoli, veliko pa zveš tudi doma. Tiste skrivnosti se mi zdi, da niti šola popolnoma ne izda, tako da domače znanje je najboljše znanje. Kako pa doma sprejemajo nova znanja, ki pa jih vi prinašate? Moram reči, da so kar odprti in če kaj takega povem, da pripomore k izboljšanju, z veseljem sprejmejo. Kako pa načrtujete svojo prihodnost po končanem študiju? Idealno bi bilo, da bi se nekje videli v kleti kot enologi in upamo, da se bo tako tudi išlo, da bomo nekoč lahko vodili kaj takega. V svoji lastni kleti ali kje drugje? Lastni, lahko pa tudi drugje. Hvala lepa in srečno. Hvala vam. Martina, prihajate iz Mejstva. Se to ni tako drugače kot v Vipavski dolini, ne pri vas v Repentabru? Ne, ker je okolje precej slovensko, zato dosti razlik ni, recimo. Kakšna pa se vam zdijo ta znanja, kako uporabna se vam zdijo znanja, ki ste jih tule pri študiju pridobili? V bistvu znanja, ki jih pridobiš pri nekaterih predmetih, predvsem pri predmetih vinarstva in vinogradništva, so izredno uporabna v domačem življenju. Pa se naučiš nekaj novega, kar doma, starši ne vejo ali detki ne vejo in se naučiš tukaj še kaj novega, take nove tehnike tudi in tako. Izredno zanimivo. A vas poslušajo doma? So dovzetni za novosti? Ne, oče dela bolj, je vedno delal sam, zdaj bom začela tudi jaz z njim, bomo videli, kako bo šlo. Kako pa sicer sodelujete doma pri nastajanju vin? V bistvu opravljamo vsa dela, ki so v vinogradu skupaj in potem tudi v kleti smo skupaj. V bistvu on uči mene, jaz ga bolj opazujem in mu pomagam, on je glaven, moj oče je glaven. Seveda, očetje so vedno glavni. Ampak kje vidite potem sebe čez nekaj let po končanem študiju? Mi načrtujemo odprten kmečki turizem. Kraj že imamo, bi bilo treba samo preurediti in vse to narediti za kmečki turizem. Vsa ta znanja vam bodo prišla prav? Ja, upam, da ja. Absolutno. Katera pa so vaša najbolj prepoznavna vina? Seveda teran, samo kraški teran in vitovska je tudi značilnost krasa. Ostala vina, ki imamo, pa so seveda tudi drugot, jih dobimo, naprimer sivi pinot ali malvazijo in merlot. Vsa ta vina so že znana drugot, medtem ko teran in vitovska sta prav značilnosti, nemogoče zgrešiti. In na tem boste gradili tudi v prihodnje, verjetno? Ja, absolutno. Seveda tudi čez mejo raste dobre trte, zori dobro grozdje, nastajajo dobra vina. In pri tem sodelujete tudi vi, kaj ne? Ja, jaz hodim sem, obiskujem šolo, sem doma z Oslavja, seveda smo znani po belih vinih, imamo tudi rdeče, dobre sorte, seveda če je vreme naklonjeno in ob pomoči naših pridnih rok nastane tudi dobro vince, ne? Koliko se razlikuje od unega na drugi strani meje v Sloveniji? Ne veliko, kaj ne? Ne, treba reči, mi imamo majhno del brd, velika brda so na slovenski strani in teruar, ki ga toliko štejemo, je krasen, prekrasen. Nimamo samo trta, treba poudariti, da imamo tudi češnje, zdaj je obdobje češenj, imamo tudi veliko oljk, breskve tudi, imamo, so lepa, brda so prekrasna. Kako pa se počutite v tem okolju Vipavske doline, kjer študirate? Lepo, čeprav študij je težak, še precej, ampak dokler bomo hodili v šolo, bomo vedno mladi. Drugače smo ena lepa ekipa, šola je zelo v redu, zelo zanimiva in gotovo, treba se učiti. Kaj pa vas je napeljalo na to, da se udeležite in pridete sem študirati? Ja, čeprav vsaki dan je naporno, ker jaz tudi delam, zato se vozim naprej in nazaj vedno iz Oslavja, z Gorice. Me zanima ta študij, ker pravzaprav se učim še dosti več slovenščine in so dobri profesori, ker itak imamo tudi naše italijanske profesore iz Videnske univerze in poleg tega je univerza vključena v vse druge tudi študije, so povezane s Francijo, z Avstrijo, z Nemčijo in to je velik napredek, veliko se naučiš. In tudi čeprav nas je malo, je to tudi ena dobra, pozitivna plat, ker če nas je malo, imamo tudi več profesorjev na razpolago in več se potrudijo z nami.
Koliko pa vsa ta vaša znanja, ki jih tu pridobite, potem udejanjate, ko pripravljate ta vina? Ja, se trudimo, ne? Mi sicer doma imamo vinograde, prodajamo grozdje, čeprav tudi treba narediti kakšno kapeljico za prijatelje, za nas in za prijatelje, ker itak imamo klet, zato treba tudi kaj sami poskusiti doma. Znanje se uporablja tudi, ker sodelujem v gostinstvu in pri strežbi vina, pri raznih napakah, pri ocenjevanju vin mi je v pomoč. Torej, tako kot ste zdaj povedali, bi bilo dobro, da bi čisto vsak od nas, ki kakorkoli ima, kdaj sodeluje z vinom, poznal vse to, kar poznate vi. Ne bi bilo slabo, ne? Ne, sigurno ne. In kje se vidite, kaj boste s tem znanjem počeli čez leta, ko boste tukaj zaključili študij? Nič, jaz bom vedno... Študij ti pomaga, da kar že znaš, daš to teorijo v prakso, ne? Ker itak vsako leto je letina drugačna, ne? Zato tu se boš ti vse naučil o grozdju, samo vsako leto je drugačna letina in vsako leto boš imel drugačne izvide pri analizah in vsako leto ti bo tudi drugačno uspelo vino, ne? Zato se učiš z leta v leto. In ker ste strokovnjakinja za vino, katero je vino vam osebno najbolj pri srcu? Jaz sem zelo ljubiteljica rdečih, črnih vin, ker so malo bolj kompleksna, bolj aromatična, bolj, ne vem, sem bolj na rdečih vinih. Ja, čeprav tudi obožujem bela vina, sploh mi imamo Rebulo, avtoktonska sorta, Malvazijo, rajše imam rdeča. In tole seveda univerzitetno vino. Kako ste ga pridelali? No, to je znamka Vilina, univerzitetnega posestva Vilina iz Univerze v Novi Gorici. Letniki so še 20, pridelani so v ložah, nekaj v mančah. Namen teh vinogradov je v prvi vrsti, da imamo noter študente, katere izobražujemo. Se pravi, se spoznavajo z vsemi deli vinogradu, od zimske rezi, zelenih del do končne trgatve. Potem vse skupaj je pridelano v vinski kleti, poskušamo uvajati čim novejše tehnologije, se pravi, za pridelavo svežih vin. Vse poteka v inox cisternah, povsod so prisotni študenti, kar je najbolj važno. Zdaj sama kvaliteta je pa odvisna od posameznika. Torej, to vino je delo študentov? Tako bom rekel, tudi delo študentov, tako. Pomagajo, ker same površine je kar precej. Trenutno je v obdelavi 9 hektarjev in sami brez pomoči študenta ne bi zmogli. S tem oni pridobijo tudi precej izkušenj. So pa različne sorte, ne? Ja, tako je. Tukaj imamo prisotnih 4 sort. Vilina ima 4 sorte. In sicer Zelen 2010, Sauvignon 2010, Rosé iz Merlota 2010 in pa Sauvignon 2010. Imamo tudi univerzitetno rdeče, letnik 2009, Cabernet Sauvignon in vse gre kar dobro v prometu. No, zagotovo so vsi tisti, ki promovirajo to vino, ponosni nanj, ne? Tudi vi? Seveda, v bistvu je, če se pokaže, tako bom rekel, če pride stranka in reče, da mu je bilo vino všeč, je to ena nagrada za ves trud, ki je bil vložen v proces pridelave. Komu pa prav to univerzitetno vino namenjate? Ob kakšnih priložnostih se ga pije? Večinoma ni neke izbrane publike, imamo od posameznih kupcev do svečanih, recimo podelitev v okviru univerze, potem so znanstveni večeri. Ciljne publike tukaj ni. Ampak
kar vse stvari rastejo, tudi vaša fakulteta raste, pa seveda rastejo tudi projekti povezani s tem vinom in z vašim posestvom verjetno. Ja, tako je. Poskušamo se uveljaviti tudi na trgu. Vemo, v kakšni situaciji smo, vendar ne bomo popustili. Festivala vin se seveda udeležijo tudi strokovnjaki, kaj ne, Andreja? Kako ocenjujete to, kar ste tukaj uspeli poskusiti? Z eno besedo zelo lepo in zelo pozitivno. Vesela sem tudi, ko vidim tukaj mlade ljudi s takim navdušenjem predstavljajo ne samo vina, pravzaprav vse njihovo delo, ko vsak pove nekaj tudi o vinogradih, o svojih kmetijah, ker večina od njih izhaja iz kmetije. Nisem pa tukaj sam kot strokovnjak z kmetijskega zavoda, tu so tudi moji študentje, ker nekaj malega jim predavam in jih prav rada spoznavam zdaj še po tej drugi, ne tako moji, tej službeni, učiteljski strani in njih po študentski, ampak še tej drugi vlogi. In to se mi zdi zelo lepo in ena dobra izkušnja tudi za njihovo bodoče delo. Se vam zdi, da bodo znali te svoje zamisli, znanjem, ki jim ga vsi skupaj posredujete, nadgraditi v eno dobro kariero na prihodnost? Ja, jaz mislim, da bodo znali s tem znanjem, ki ga tukaj dobijo v teh 3 letih študija, s temi pravzaprav možnostmi, ki jim šola daje, bi to zagotovo lahko znali. Pol pa nastopi še vrsta dejavnikov, ki vplivajo, kako se jim bojo življenja še zavrtela, ali bojo ostali tudi pri tem delu, se to tudi danes povejo nekateri med njimi, ampak tukaj ti, ki so danes, so vsi polni optimizma, polni ene take energije, seveda, ki jo ima mladost in to je vse zelo dobro. Tole razpoloženje danes kaže na to, da se obrestuje tisto, kar ste vlagali v te programe in da ti študenti nakazujejo to, da bodo zgradili svoje kariere, kaj ne? Ja, dogodek je zdaj postaja tradicionalen, je zanimiv, živahen. Jaz mislim, da vsaka generacija študentov je bolj iznajdljiva, se vidi tudi, da se naučili na izkušnjah iz prejšnjih let in skratka, to je za visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo in tudi univerzo en lep dan in en lep praznik. In seveda tudi za vaše univerzitetno vino, kako ga ocenjujete? Ja, univerzitetno vino je, jaz mislim, da prve kvalitete, vrhunsko in kamorkoli smo ga dali, kamorkoli smo ga plasirali, je dobilo res pozitivne odzive. Tudi fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo se razvija. Kaj se bo zgodilo v prihodnje? Fakulteta se sigurno razvija. V prihodnosti razvijamo program 2. stopnje, tako da bi lahko študentje, tisti, ki bodo želeli, nadaljevali študij, še na 2. stopnji pridobili naziv magister. Razvija se posestvo, razvijajo se laboratoriji. Skratka, jaz mislim, da smo z izbiro tega študijskega programa in te fakultete zadeli in da od razvoja lahko pričakujemo samo pozitivne stvari. Hvala lepa.